takšnih mednarodnih premierah si običajno poskušam zamisliti zanimiv uvod, da za začetek malce prikrijem bistvo. Podobno delajo tudi proizvajalci, ko predstavljajo svoje nove avtomobile, da je uvod vse skupaj malce bolj mističen. Volkswagen je bolj resna in zadržana znamka, zato bom takšen tokrat tudi jaz. Tole je novi Volkswagen Tiguan. Novi Volkswagenov križanec je že sam po sebi dovolj dober razlog, da se konkurenci vsaj malo zatresejo hlače. Tiguan je namreč v dosedanjih 9 letih prepričal že 2,8 milijona kupcev. Zadnje čase Volkswagenove modele spremljajo ostre, ravne linije in temu trendu je podlegel tudi Tiguan. Meni so te ravnine, luči in ostre poteze nasploh zelo všeč, ker potem avtomobil izgleda kot izklesan, sploh kakšen airline. Ampak preden se izgubim v lastnem blodenju, predvsem vas mora zanimati, da je znotraj prostora več, kar je seveda logično, ker je Tiguan v dolžino zrastel za 6 cm, 3 cm je širši, medosje pa je daljše za skoraj 8 cm. Tale klop je vzdolžno pomična za 18 cm, predvsem pa je bistveno večji prtljažni prostor, ker pri Volkswagenu pač računajo, da ste kupci bolj dinamične sorte in s seboj radi vozite veliko športnih rekvizitov. Če je klop potegnjena naprej, ima prtljažnik kar 145 litrov več od predhodnika, skupaj 615 litrov. Armaturna plošča je lepo pospravljena in ponuja ta velik zaslon in ta virtualni kokpit, te sodobne merilnike. Nič novega in tudi logična poteza, ker enake stvari najdemo že v ostalih modelih. Je pa seveda zaradi obeh teh stvari okolje bolj pregledno in sodobno. Kakovost izdelave je super, kako se pa pelje avtomobil, pa raje povem v testu, ker imamo na takšnih premierah vedno najbolje opremljene avtomobile in so seveda potem superiorni v skoraj vseh pogledih. Zaenkrat se mi zdi super, kljub 20-palčnim platiščem pa tale sploh ni pretrd. Če vas mikajo varnostni sistemi, ja, Tiguan jih je poln. Od sistema za preprečevanje trkov, prepoznavo pešcev, opozorilnika pred nenamerno menjavo pasu, pa nastavljivo podvozje ima, aktivni radarski tempomat pa v gneči postane pomočnik in Tiguan vozi skoraj sam. Kljub temu, da se po terenu ne boste vozili pogosto, zmore tudi to. Evo, 20 cm je oddaljen od tal, zato ne bo tako nasedel. Pogon je lahko 4-kolesni in kot vidite je precej zmogljiv. Ponudba motorjev pa je pestra, kar pa že veste. Celo najmočnejši 2-litrski TDI, kakršnega smo že spoznali v Passatu, je na voljo in moči mu res ne manjka. Seveda pa boste lahko izbrali tudi cenejše in manj zmogljive motorje, pa samodejni menjalniki in vse ostalo. In če se boste slučajno znašli na terenu, vas ne bo pustil na cedilu. Evo, zaključujem tako, kot sem začel, kratko in jedrnato in z umazanimi čevlji.